Vstopili smo v sobo, v kateri se posvečamo vprašanju, kako je Ravnikar projektiral hišo. Skratka, klasičen izziv za vsakega arhitekta. Obenem smo pa preskočili v merilu iz vprašanja spomenika v krajini, največkrat v naravni, precej idilični krajini, smo vstopili v kontekst mesta. Če je Ravnikar na primeru spomenika začel razvijati svojo avtorsko poetiko, združevati modernistične vzore s specifično slovenskimi, krajinskimi in ljudskimi izhodišči, je pri vprašanju hiše, pri vprašanju posamezne arhitekture lahko ta preskok naredil nekoliko kasneje. Nekaj let kasneje, ko se mu je skozi priložnost natečaja za novo občinsko stavbo v Kranju ponudila ta pomembna priložnost, da oblikuje svoj lasten manifest, kaj bi arhitektura v drugi polovici 20. stoletja morala ustvarjati. Kakšne stavbe, kakšna okolja, kako naj bi se vse to, kar ste si lahko pogledali v kabinetu, skratka industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje, arhitektura, urbanizem, izobraževanje, kako je mogoče to združiti v neko celostno umetnino nove dobe, modernizma, ki pa je vendar regionalno pogojen, ki je take vrste modernizem, ki ne bi mogel nastati niti v Franciji, niti v Sovjetski zvezi, niti v Skandinaviji, ampak samo tukaj pri nas v Sloveniji. Naloga občinske stavbe v Kranju je bil precejšen izziv. Šlo je za v bistvu posredovanje med precej velikimi obstoječimi stavbami, na eni strani Šubičevo najemniško hišo ob glavni cesti in na drugi strani, kar je še bolj pomembno, nemško, tako imenovano nemško občino, za veliko, monumentalno, pa precej nenavdahnjeno in banalno stavbo, ki so jo med drugo svetovno vojno zgradile okupacijske nacistične oblasti. Nova občinska stavba v Kranju je bila zato nujno tudi izraz nove dobe, slovenske, specifično slovenske, nacionalno, ampak tudi oblikovno sodobne. In Ravnikar je za razliko od vseh ostalih natečajnikov predpostavil, da se nova dvoranska stavba postavi na dvorišču, na prvi pogled manj privilegirani poziciji, ampak s to umestitvijo je pridobil predprostor, ki bi sicer kompleksu umanjkal. Kar veliko število risb, skic, maketa, fotografij prikazuje intenziven ustvarjalni proces, ki mu je občinska stavba v Kranju v bistvu dala povod in katere rezultat je bila. Ravnikar je s to stavbo, ki je ob otvoritvi leta 1960 predstavljala kar en izjemen šok za vprašanje, kako naj bi slovenski modernizem v prihodnosti izgledal, uspel narediti to na merilu hiše, kar je predtem ustvarjal skozi svoje spomenike. Številne formativne vzore svoje kariere, tako izkušnje pri Plečniku kot le pri Corbusierju, svoj lasten študij, svoje lastno eksperimentiranje, je uspel združiti tako, da te hiše ne znamo več razgraditi nazaj na te formativne vzore. To je specifično Ravnikarjeva hiša, je moderna hiša, je modernistična arhitektura, ampak taka, ki ne bi mogla nastati nikjer drugje. Je arhaična in moderna obenem. Je avtentičen rezultat naših podnebnih in kulturnih razmer, naših tehnoloških možnosti v tistem času in obenem izjemno ambiciozna. Podobna samo še stavbi Narodne univerzitetne knjižnice, ki je bila zgrajena 25 let pred tem. To je bilo izhodišče še za 3 druge Ravnikarjeve arhitekture v Kranju, ki so vsaka posebej izredno specifične, drugačne druga od druge. Na prvi pogled bi lahko rekli, da so delo 4 različnih arhitektov, druži jih pa prav to, eksperiment, vprašanje materiala, vprašanje sodobnosti, kako postaviti sodobno hišo tako, da ne zanikamo preteklosti in seveda zavedanje, da z vsako hišo gradimo mesto. Da vsaka hiša ni odgovorna samo lastnemu naročniku in prostoru okrog sebe, ampak postaja sestavni del novega, modernega mesta, načina življenja za vse meščane in obiskovalce.